Če bi moja sestavljena družina dejansko živela na enem koncu in bi jaz iskal eno vozilo za 5 ljudi, Ok, zdaj pa lahko začnemo. Preden začnemo pa hitro pogled na Maribor. To je to. A veš, zakaj tukaj snemam? Ker sem tukaj doma. Po Ljubljani je dež, tukaj ga pa ni. Avto za mano. Poglej, veliko imamo za razpakirati, če ti čisto po resnici povem, sploh ne vem, kje točen bi začel. A ti sploh veš, kako mu je ime? Tole je nova, 3. generacija Forda Tourneo Connect. Tourneo Connect spada v tist razred avtomobilov, ki jih na cesti, žal, to si upam priznati, vidimo vse manj. Se veš, Berlingo, Kangoo, Caddy in tako naprej. In preden se zakopljamo v njegovo kabino, ti že kar od začetka povem, da sta na voljo 2 različni dolžini. Oba sta lahko 5 ali pa 7 sedežnika, tale recimo ima sedežev 5. Tudi pri motorni paleti ni kompliciranja, ali zbereš bencinarja 1,5 litra 84 kW ali pa 2-litrskega dizla z 90 kW. Takšen motor ima recimo točen ta. Če zbereš pa ta dažga, pa lahko računaš tudi na 4-kolesen pogon. Tako, zdaj smo predelali zmogljivost, pa pogon, poraba pri točno temu na mojemu testu. Nekaj časa vmes je bil tudi fejst obremenjen, je bila 6,6. Lahko greš tudi nižji. Na maram govor to porabi. Pejmo naprej. Zdaj pa vržemo uč na obliko. Na njem, v njem najdeš kupenih Fordovih detajlov, ampak kot si verjetno že opazil, si tele proporce nekje že videl. To je pa zato, ker ima tale Tourneo Connect enega brata iz Nemčije, na kateremu oziroma s katerim sta bila skupaj zasnovana. Ime mu je Volkswagen Caddy. In tale Tourneo Connect je pravzaprav prvi plod sodelovanja znamk Ford pa Volkswagen. Taka sodelovanja so dobra, so zdrava, nižajo se razvojni pa produkcijski stroški. Konec koncev bo šla veliko globje od enega oziroma 2 modelov. Ford pa Volkswagen nameravata sodelovati tudi v prihodnosti, kar naj bi se poznalo predvsem na področju snovanja avtonomnih vozil. Tako da tukaj gre za res veliko sliko. To, kar vidiš za mano, je pravzaprav šele začetek. Pa da boš vedel, kako stojimo z opremom. Na voljo so Titanium, Sport pa Active. Oprema Trend, tista naj bi bila pa še malo robustnejša za pretežno obrtniško rabo in tako naprej. Ti vse ne malo frišen, grem jaz v kabino. Prav. Tudi tukaj noter je okolje znano in to se mi zdi večinoma ok. Par stvari je seveda povsem drugačnih, kot so jih bili Fordovi vozniki, kupci navajeni. Torej praktično identično okolje, minus detajli so že znani vsem tistim, ki so kdaj že vrgli oči na Volkswagena Caddyja. Ampak da se razumemo, okolje je načeloma pregledno. Volan je klasičen Fordov logotip, predvsem pa klasična stikala na obeh prečkah in v tem primeru tudi klasični merilniki. Z njimi ni nič narobe, nasprotno so preprosti in lahko berljivi. Nadvrh, lega, trabi, tega pa še nisem umaknil, veš, ga nesem v brlog. Ti veš, da ima moj ati 2 Trabanta. Eden je še vedno v garaži, ampak karavan, točno takšne barve. Torej, začnimo kar na začetku, najbolj za na vrhu armaturne plošče. Poglej, to je odlagališče oziroma tak majhen predal, ki je na voljo vozniku. Potem se spustimo malo nižji, klasične merilnike sem že omenil. Na levi strani oziroma v vratih en velik predal, enako velja seveda za sovozniško stran, no samo malo. Pa potem sredinski greben z prvim odlagališčem, 2x USB-C, start-stop motor, eno manjše odlagališče tukaj, eno še manjše tukaj, običajno sem odložim ključ, pa potem tale pizdek oziroma izbirnik smeri vožnje, drive oziroma neutralno, pa elektronska ročna, pa še eno manjše odlagališče, tukaj pa še eno razmeroma globok predal pod naslovnom z roko, ki je seveda po višini nastavljiv. Ti moj trabi, priti nazaj sem, te jaz nam pozabil. Ok, zdaj pa vmesnik je zanimiv, ima par luštnih for, poglej. Menijska struktura je preprosta in uporabna, to mi je všeč. Upravljanje, no tukaj se bo treba pa prevadati. Recimo nastavljanje klime upravljaš takole s prstom, vidiš? Lahko tapkaš, lahko pa samo vlečeš. In v tem primeru, ko vlečeš, dejansko ne zahteva veliko pozornosti oziroma odmikanja pogleda z ceste, ker pozdravljam, tukaj za gretje sedežev se moraš že malo potruditi. A veš, ker zahteva razmeroma natančen pritisk tukajle. Tukaj se nastavlja volume. In zdaj v klasično Volkswagenovem slogu, če se komu zdi prezapleten kle iskati pod menije, imaš tukaj spodaj bližnjice, asistenčni sistemi, parkiranje, pa klimatski meni. Poglej, kle si lahko potem naknadno zbereš kambira, da vse skupaj piha. Pa kaj imamo še ogrevano vetrobransko steklo, zadnja šipa, pa klima na max. Tega zdaj ne rabimo, all in all je nekaj, kar bo zahteval malo privajanja, preveč grozen pa tudi ni. No. Moram reči, da idealno pa tudi ne. To z gestam, tega se hitro navadiš. No, daj no. No, daj no. A ja, se smo na koncu. Ne, nismo. Takole, daj.
No, mahaš, pa se spreminja. A vidiš, levo, desno. No, ampak bistvo tega avtomobila, bistvo celotnega koncepta je seveda v drugi vrsti pa v prostoru, ko ga ponuja. Skočimo tja. V družinsko uporabnem smislu jaz pripomb ti že kar vnaprej povem nimam. Z njim smo šli na kratek oddih, 5 nas je bilo, 2 odrasla pa 3 otroci. Drsna vrata, prednosti takšnega sistema poznamo. Je pa res, da sem jaz prvič doživel drsna vrata s tako imenovanim soft close. Pazi. Torej, da jih zapreš, ne rabiš loputati, kaj budala. Zagrabaš, potegneš, pa jih noter stisne. Boš zdaj videl, lej. Si videl? To pomeni, da ne rabiš loputati, kaj budala, zato da zadevo zrihtaš, in to pomeni dobro stvar tudi v varnostnem smislu. Prostorska ponudba druge vrste je izdatna, da ne govorimo o prostoru v luft, ki ga je zares veliko. Ja, mimogrede, veš kaj, nisem še omenil teh 2 predalov, tukaj nad voznikovo glavo, pa nad sovoznikovo glavo. Dodatna prednost druge vrste je to, da so vsi 3 sedeži enako veliki. Pa še ena stvar mi je všeč, veš. Sem pa tja se srečamo s sistemom ISOFIX, ki je skrit takole za zadrgo. In jaz sem že srečal veliko zadrg, ki so zelo, bom rekel, rudimentarne, robustne in grejo težko gor pa dol. Tukaj, kot pa vidiš, vse skupaj poteka zelo na smooth. Pa tudi štangice tukaj so lahko dostopne in zapneš vse skupaj mimogrede. Zdaj tudi zice preklapljati naprej in nazaj, konec koncev tudi odstraniti drugo vrsto, ni noben problem, vse skupaj se dogaja na precej lahkoten način. Najprej potegneš tole tukaj spodaj, poglej. Potem te tukaj zadnji čaka pa še tale večja rdeča, jo potegneš in lahko zic preklopiš oziroma celotno drugo vrsto tudi odstraniš, če tako hočeš. Evo, vidiš. In zdaj, ko si jo preklopil, imaš tukaj spodaj še 2 hakelčka, ki jo premakneš, to se pravi 1 in 2. In ko to narediš, cep, še tukaj poglej, cep, lahko vse skupaj mimogrede umakneš oziroma odstraniš. Tale ta večji kos je vsem dosti težji, se moraš fejst potruditi. Najboljše, če najdeš pomoč. Damo pa to nazaj. Takole, tega na strani potegneš, pa postaviš nazaj. Ja, čaj, zdaj bom pa telefon tukaj pecel. Ob tem poudarjam, da druga vrsta je pomična po naklonu, ne pa vzdolžno. Tukaj imamo še 2 USB-C pa 2 letalski mizici. Samo, evo, takole. Ne smeš biti več runkel, ne mrzdo hoče to kar začeti premikati, pa se vse polomne. Tukaj imaš eno stikalo in potem gre vse skupaj zelo na easy. Človek testira takle avto, ne. Si pa včasih kar postaviš kakšno vprašanje, zakaj imamo že SUV-je, zakaj? Mislim, če nimaš neke osnovne hude želje, da bi na vsak način imel ful višji avto, pa bi rad imel tako imenovanega džipa, ja, pismo stari, no, a ti veš, kako uporabni so te avtomobili? Vse to smo mi vsi že malo enkrat vedeli, ne? Zdaj pa kufer v tem trenutku je poln. Vidiš, s sesanjem se moram lotiti tudi tega, skratka, tukaj te potem pričaka, sploh če izbereš 5-sedežno izvedenko, kraljestvo prostora. Zdaj tako. 5-sedežnik, največ 2410 litrov prostora, se mi zdi, v primeru 7-sedežnika je ta številka seveda večja 2600, pa še neki. Plus, ker si jo not zlezel, ker placa, mislim, moja ta mala, ki se je tukaj preoblačila, ker smo se nehali sankati, je stala tle noter. V glavnem, Tourneo Connect je daljši pa širši, kot je bil prej, z generacije v generacijo seveda ti avtomobili rastejo in po ta novem sem noter pa še tudi Europaleta. Pa ker sem že v kufru, pogledaj, kle imaš recimo 3 hakle, da lahko kaj obesiš, lučka na eni strani, brez lučke na drugi strani, tukaj noter placa ni, pa eno odlagališče tukaj na desni strani, pa še eno, a veš, to pa že pride v poštev v primeru, da zbereš dodatno vrsto sedežev, ker je to na nek način cup holder, pa en predalček, plus en cup holder tle gor. V glavnem placa tukaj noter za izvoz. Jasno je, zakaj so avtomobili te vrste priljubljeno prevozno sredstvo za ljudi z res aktivnim življenjskim stilom, predvsem, če so v igri kolesa in te stvari. Je res? In zato je škoda, da smo jih začeli zgubljati. Mater Madonna, no, to so najbolj praktični avti. Pohvala vsem tistim znamkam, ki v teh vozilih še vidijo smisel oziroma ustrajajo pri produkciji in izdelavi, zato ker so predvsem v družinskem smislu, da ne govorimo o obrtniškem, zares eden najbolj uporabnih sistemov, konceptov sploh, to je dejstvo. Jaz bom šel še korak dlje, ne? A veš kaj? Če bi moja sestavljena družina dejansko živela na enem koncu in bi jaz iskal eno vozilo za 5 ljudi, mater vola, ne vem, če bi iskal SUV-ja. Bi hotel imeti nekaj takšnega. A veš, pa pride tudi do tistih detajlov, ko rečeš, aha, fajn je, parkiraš na parkplacu, ne rabiš skrbeti, da bojo otroci ubutali sosedne avte, zato ker pač drsna vrata, plus prostor, plus vse tiste stvari, ki jih dejansko rabiš, če imaš otroke, ki ima vsak en svoj hobi, popolnoma velike šolske torbe, vse tiste stvari in pa imaš tako luknjo, rečeš, ja,
v redu je, ni problema. Še kakšen hobi mogoče? Imamo dosti placa. Konec koncev, ne se folk iz tega malo heca. Ne? Največ prostora zares porabiš takrat, ko moraš odpreti kufer. Tukaj moraš malo paziti, da kaj ne butneš, ampak na koncu dneva imaš pa lahko tudi strehco. Dejansko, ko dežuje, je tale zadeva uporabna, nam je prišlo 2-3 prav. Se na nek način je to pravzaprav največja pohvala, ki jaz temu ali pa takšnemu avtomobilu, Caddy pa podobni vključeni lahko sploh dam, a drži. Pa še nekaj sem se zdaj spomnil, če res drži to, kar je Ford rekel na tiskovni konferenci ob predstavitvi tega avtomobila, potem se mi zdi, da vlada je Tourneo Connect v primerjavi s Caddyjem, ker pač te primerjavi zares težko uidemo, serijsko mal boljš opremljen. Mislim, da je serijsko odpiranje okna v drugi vrsti, ampak to je treba z rezervo vzeti, ker ne gre za klasično šipo, ki bi šla gor pa dol, ampak je lahko samo takole prepreš, vidiš? Plus serijsko je opremljen s kamero za vzvratno vožnjo pa z zimskim paketom. Tako da pa je treba pa v razpredelnico vršne, pa dejansko pogledati, kakšne so prednosti pri enem pa drugemu proizvajalcu, kakšni so pol tisti hakelčki. Ne? Da ne govorim o tem, da vsaka znamka malo drugače ponuja primere oziroma načine leasinga pa tako naprej. A ja, pa cen teh se še nismo lotili, če se ne motim, se vse skupaj začne pri okrog 30.000 evrih. In zdaj mislim, da smo pa pokrili praktično večino stvari, o katerih se mi je zdelo vredno spregovoriti. O tehniki oziroma tehnologiji, asistenčnih sistemih ne bom izgubljal besed, je opremljen z vsem, kar sodoben voznik v sodobnem avtomobilu, katerega primarna naloga je prevažati družino, pa tiste z aktivnim življenjskim slogom, tiste te glavne stvari ima. Toliko na hitro, no? V družinskem smislu ne, da ni razočaral, izpolnijo vse naše želje, v vozniškem smislu dobro. A veš, v tem primeru ne pričakujem kaj dost, razen to, da je zmerno udoben, kar je. Menjalnik dvosklopčen dela v redu, to pomeni, da je odziven, razen takrat, ko se avto začne premikati, ima tiste blage zamike, kar je skupno vsem dvosklopčnim izdelkom. Ostale stvari pa štimajo. Če imaš kakšno vprašanje, prosim lepo oglasi v komentarjih, pokomentari, zanima me, če imaš ti kakšno izkušnjo s tem avtomobilom ali pa z njegovim bratrancem oziroma bratom dvojčkom Volkswagenom Caddyjem, dej oglasi se, ker me zanima. In to je to. Zdaj moram počasi vrniti. Lepo se me. Ajde.